Dobro jutro, dobrodošli nov teden. Se hotela sem javiti s citatom. Imej se dovolj rada, da znaš postaviti meje. Tvoj čas in energija sta dragocena. Sama izbiraj, kako jo boš porabila. Anna Taylor. Naslednji služba. Lep pozdrav, dragi pršopome, in sva skočila v trgovino. Šla sva v Hoferja, tako da sledi Hofer Hall. Nektarine. Mozzarella palčki sem našla, končno, to mi je tako dober in da tudi obstaja. Dago mi sorbet, treba test. Fiš, ribice, to je zdaj jedla. Tole. To so po moje Pop-Tarts, una ameriška varianta, itak da je, ki piše microwave. Koliko sem vesela, da sem to našla. Nisem to tako rada, ampak te Pop-Tarts so ful drage in tudi zdaj jih je nemogoče v Sloveniji dobiti, tako da. Hruške. Kako še pašteta? Ribice. Kruhek črn. Pivo za dragega. To je to. Zdaj bova nekaj pojedla, pa gledala na eno serijo. Ja, to je v bistvu to. Pa bila malo skupaj, ker nisem da zdaj kar par bi. Moja ženička, Saška, mi je prinesla tole z domačega vrta. Bučka, kumare, kumarov, paradižnik, to bo se dragega. To, kjer je lepe paprike, wow, čebulca, kako lepo. Le, kako luštan paradajz, moj bog. To je se dragega. In tole gre zdaj pa pečico. Dobro jutro. Sem ugotovila, da mi je najlažje, če zjutraj takoj preberem tale citat, da ga pa res ne bom pozabila. Kaj današnji? Ne morem se vrniti k včerajšnjemu dnevu, ker sem bil takrat drug človek. Lewis Carroll. Tako, pičem v službico, pol popoldne imam pa masažo. Ko mi čaka. Lep pozdravček, ker pozabljam vogati. Zdaj grem na masažo in bom imela tole torbico. Tako da, dober, oziroma cikrček. Po mojem bom toliko zalimana, ko pridem nazaj, ampak dober. Dragi je tam. Evo me z masaže. Hrbet je bolel, kar pri norcih. Noge mi je ful posal. V bistvu bi lahko še, to je 1 ura čist premal. Jaz bi to 2 uri, ura pa pol. Ja, pa imela še kužija, tukaj je bil prijazen, tukaj se je pustil božat. Dobro jutro, preberem ti citat. Priredi zabavo s plesom. Z gibanjem v ritmu glasbe dvigneš nivo endorfinov. Res je. Jaz se bom pa zdaj dvignila endorfine, ker mi hitela. Grem en bus prej, ker je ful gužva včeraj pa predčasnem. In mi šla v knjižnico, da malo berem, ker zdaj ful nisem brala, ker je prišel dragi pome in ful pogrešam to. In si bom to vzela čas in pa grem v službo. Zdaj hodim po mestu in zapravljam. Pozdravček, dragi se tušira, upam, da ni moteč. V glavnem, danes sem malček zapravljala. Odprem Instagram in prva objava, ko jo vidim od Beletrine, da je šla nova knjiga poezij od makedonskega avtorja in da je prevedena sveže iz tiskarne. In sem šla iskat. Se pravi, Nikola Madžirov, Šestilo časa. Malo sem brala ta preview, in me delovala zanimiv. Se pravi, ena stran je v makedonščini, potem pa prevod slovenski, tako da... Le, še kazalo prav, kako je pa to dobro. Zelo tanko, ampak dobro. Tole je bilo 24 evrov. Potem sem šla v antikvariat in sem vzela tole Giulio Leoni, Svetloba smrti. To je trilogija, to je sicer drugi del, ampak okej.
3 evre. Zgodovinski roman, zgodovinski roman obožujem. Potem snimam vlog. Potem sem se vstavila na štantu, tamkaj je vodnikov spomenik in je en gospod tam, ki ima nakit, take džinđule minđule bi mi temu rekli. In sem vzela tale prstan, 5 evrov, tam je ostal kristal, pa tole iz tega drevesa baobab, 3 evre pač, a ni lepo. Potem sem pa še skočila do CPU-ja, pa je, da ga zapirajo 26.8., tako da, če imaš možnost izkorist in pejt. Se spomniš, ko sem zadnjič omenila prejšnji teden, sem videla eno torbico in da nisem vzela? Well, še zmer sem imela 3 evre in sem vzela pač ful je huda, taka posebna je, no, sej drugače torbic ne rabim več, ne, ampak ful je posebna in špecial. Tako da ja, to je to. Še ena nova poezija v mojo knjižnico, pa tale. Pač ful sta lepi knjigi, no, tako obezli je tako novi, res. Mislim, tale je. Tako da... Prebrala sem tole knjigo. Svet je odprta knjiga, izbrane zgodbe svetovnih popotnikov. Zelo zanimive zgodbe, sej potovanja, ne itak. Tako da ocenim jo s 3 zvezdicami in jo obdržim v svoji knjižnici. Jutro. Evo, zdajle dopoldne sem prebrala tole knjigo od včeraj Nicola Maggiore, Še silo časa, poezija, zelo lepa poezija, tako malo drugačna, pa se veš, sem raj ženske avtorice, te tako romantične, čustvene, ampak ta je pa drugačna. Ne vem, ful je bila fajna, oziroma nekaj bi celo prebrala. Nimam poguma premaknjenega kamna. Najdeš me zleknjenega na mokro klop zunaj vseh taborov in aren. Prazen se kot vrečka polna zraka. Čakaj, sem to hodila? Ne, tole sem hodila. Boli roka. Sence naju zaobidejo. Nekega dne se bova srečala kot čolnič iz papirja in lubenica, ki se hladi v reki. Nemir sveta bo z nama. Z dlanmi bova pomračila sonce in se približala z laterno. Ja, to sem hotela. Škaj ti še svetujem, da beri na glas. Jaz že toliko časa berem te citate, pa se mi še kar jezik zatika. Ful je zanimiv to, res. Ful priporočam glasno branje, vsaj mal, ker to nam bo sam v korist. 4 zvezdice, potem na koncu so tudi njegovi eseji kratki, mi je bilo tudi všeč, zanimivo. Ja, pa sem vesela, pač ful mi je všeč knjiga, ful je lep papir, trdne platnice. Tako da to pritak tam moja knjižnica, pritak moja. Zdaj bom začela z naslednjo. Jej. Ja, zdaj se bom naredila zajtrk. Pripravila bom te mozzarella palčke, pa jajčka bom zraven še naredila. Ja, delam popoldne, dežil jih nehu, tako da fajn se razhladil, prav sede. Čez 1-3 tedne greva na dopust. Tako da moram v bistvu prvo ful bi rada vse stvari, ki imava v zamrzovalniku porabila, čim več stvari normalno v hladilniku, zato da čim manj ostaja, da se čim manj meče. Sem tudi šla malo čez hladilnik, ki sem žalost morala par stvari vreči v smeti. To mi je zmeraj najhuj hrano metati, ampak se pa zgodi, jebi ga. Pa pol nek plan nares. Zdaj plan je Bosna tour, iti po večjih mestih v Bosni, ker jaz Bosne realno ne poznam, njih najboljš, mislim, ne poznam jo v bistvu, no. Tako da ja, ful bi šla to. Zdaj greva v bistvu na pač to na cenejšo varianto, ne zaradi bajte, ker pač raba denar za bajto. Zato greva na ta low budget. Pa moram narediti plan, kaj bom spakirala, katere knjige bom s sabo vzela. To bo itak najboljši del. Ja, zdaj ful je odvisno, kakšno bo vreme. Ker so ene obleke, ki jih dejansko nosim samo na dopustu, ker pač v službi mi lih tako, ne da ni primerno, ampak se ne počutim tako. Veš, ko v službi pač migaš, se sklanjaš, untred, ne, si bolj aktiven, no bom temu rekla, ko si pa pač na dopustu, si pa sproščen, drugače, no, in niso lih vse obleke primerne za službo, seveda. Mislim, jaz nimam nobenih takih, da bi bile neprimerne, ne, za žensko pa tako. Se vemo, kaj mislim, dekolte pa pokazati trebuh. No, pri meni.
Tako da ja, no, ful se veselim za tega, to bom zdaj skozi v glavi. Jej! Res najboljši del bo pa zbiranje knjig in jih bom morala ful vzeti sabo, tako res ful. Pa za vsak slučaj se ne vem, koliko bom brala, pač odvisno, kako bo sploh vse to potekalo. Ampak ja, raje imam več knjig sabo, kakor pa premalo, ker to je pa nočna mora, da nimam kaj za brati. Še današnji citat bom prebrala. Kar 21 smo že... What? Caj, čist prehit. Skrb zase je tvoje pogonsko gorivo. Ne glede na to, za katero pot si se odločila. Bo skrb zase poskrbela, da bo motor tekel in se bodo kolesa vrtela. Melisa... Steginius? Marisa. Melisa. Evo jajčka, to so te mozzarella palčke, potem to je neka paradižnikova makca, pa še koruza od včeraj, ki mi je ostala. Ok, da vidimo. To je to. To so dobre palčke. Zdaj se še tole omakico probati. Jaz sem rada ful skeptična na teh omakic in praktično nikoli jih ne jem, ko da bom probala. Sladko kisla omakica. V bistvu je dober. Očitno bom začela omakice jesti. Evo, super. Te mozzarella palčke definitivno še kupam. To so tele iz Hofarjane. Ja. Tako da, super. Omakica je malo pikantna, ampak je bolano dobro. Ko jaz res nisem za te omakice, tle se čuti kis, ne, in tudi kis je noter, ampak je bolano. Tudi ko sestavine sem gledala, ni tok trash. Premalo mi je to, ful bi še, škoda, da nisem več kupila. Današnji outfit. Tole je takrat izmenjevalnice, second hand, bela majčka, črne hlače, potem tale torbica in pa ta od včeraj se pa uja, a ni huda. Mene je to klepa. Spet je začela žvati. Prstani, pač to je ta od včeraj, ki sem ga kupila. Oh, to mi je hud, tam je tudi ful hud. Poročen. Zdaj pregem popravki, pa delati. Še dobro, da dragi prišel po me, zdaj zdaj čist mokra. Mene je zbil toliko strah, kad koli je, zdaj se malo meril. Dobro jutro. Spet tale outfit, sem druga majčka. Torbička. Prav ne moram se ne gledati. Ok, današnji citat. Čas zase naj bo na tvojem urniku, dokler si ne pomoreš. Lala Delija. Ok, zdaj grem spet en sprej. Grem v knjižnico, malo brat. Pa v službico. Če bo tako stresno, bodo danes malo boljš. Danes imamo izmenjevalnico. Ko mi čakam. Evo, prišla sem domov iz službe, zdaj grem na izmenjevalnico. Ena vrečka, pa druga vrečka, se pravi 11 kosov oblačil, 9 torbici, modrci in pa napenjalna rjuha. Tako da gremo, ne pričakujem nič, tudi če nič ne bo, to je čisto super, meni je pomembno, da se rešim stvari. Če sem še kupila 2 knjigi, pokažem, ko se vrnem. Ok, moram reči, da je bilo to zopet uspešno. Kar nekaj stvari sem našla. Tako da ja, dajmo probati. To je pa zdaj že tretjič. In sem opazila ful več stvari, ful bolj razmetan. Prvič pa drugič, no, je bilo tudi tako vse lepo pospravljeno, se pravi, ne vem, jaz ne razumem tega. Nekaj pogledaš in kar vržeš. Dej lepo posprav za sabo. Pismo je, to je neka taka osnovna kultura. Ok. Felicia, tole.
Vem, da je poliester, no, ampak ful mi je huda. Ful so mi všeč te detajli. Nema, kao čipka. Pač. Ja, malo mi je prevelika, ampak mene to ne moti, tako da obdržim. Nice. Wow, taka res poslovna možepe. No, se nima veze. Ja. Obdržimo. Tale mi je ful lepa, sicer je L. Ja, velika mi je, ampak jaz si takrat, da nosim oversize, tipo polno. To, ko imaš kopalke, pa se s tem ogrneš, popolno. Ej, tale. Jaz ko gledam, ok, sem pa takoj, poliester. Pa tole preberem. Vezenine Bled, a se ti zdaj bavaš, to je vintage. Kaj tajzga ne moš nikjer več dobiti. Ok. Mal je. Dobro, jaz bi dala tole stran, kaj tega ne maram. Tak tole mal. Nisem čizih, če mi je tole všeč. Mislim, ful je odbita, res. Wow, res je posebna. Glej to, no. Sam tole me malo mede. Ne vem, to pa res nisem zih. Ne vem. Bom za zdaj obržala, če pa ne bom nosila, bom dala pa naprej. Vse to se bo itak videli. Tle imam še hlače, bom to na konc. Aha, tukaj je ena majčka. Mislim, da bo v redu. Pa spet kot en blazer. Ja. Jaz sem zdaj blazerjev po moje največ pomari, ampak briga me. Nađemo še hlače probat. Ja, tele so mi definitivno prevelike. Škoda, no, ko mi ne tišijo trivo, ampak so prevelike. Tako da to bo šlo naprej na naslednjo, ko pač bo. Tele hlače s tole rožo so mi brutalno lepe, ampak se zapnem sam, ni to to. Špeh štrli pa, to ni to. Škoda, tole pa sploh ne moram zapeti, drugače so to hude. Škoda. Končna statistika, se pravi 3 hlače vrnem, 6 stvari obdržim. Tako da jej, ful dober. Zdaj pa še to, kar sem včeraj vzela. Najprej tele kapsule, v Mercatorju so bili znižani. So bile znižane, 4 pa še neki, house brand. Tako da od 7, intenziteta 7 od 10, ful dober. Potem sem šla pa na Filofax v knjigarno. Nisem vedela, da ima Filofax knjigarno. Pa se vem, da ima vsak faks knjižnico, to mi je logično, pa da tudi izdajajo sami kakšne knjige. Ampak prav knjigarna odprta za nas, za vse. Pa ne samo, da imajo strokovno gradivo, imajo tudi poslovje. Je taka zelo mehna, ampak ful luškana, se pravi, ko prideš gor ko prideš noter na Filofax, se pravi, na desni strani je knjigarna. Se v bistvu je ful dobro označeno. Če sem jaz našla, bo vsak našel. Taka mehna je, pa imajo izbrano leposlovje za 5 evrov, rabljene knjige, tudi dobri naslovi, jaz sem lahko kar v sebi kupila, valjda. Te strokovne njihove akademske, pač to mene ne zanima. Pa sem našla 2 knjigi, in sicer naprej tole. Toni Morrison Domov je bila 3 evre, drugač je 18 evrov. In sem jo pač valjda tako vzela, ne vem, ful me je pretegnila. In po moje bom to naslednjo prebrala, ima nekaj čez 100 strani. Potem pa tale. Mitja se je, vse se je začelo v Afriki. Če sem prav razumela, je to potopis iz 60-ih, 70-ih. Tako da hudo, ta je bila sicer dražja, ta je bila 30,95, založba Miš. Je pa rekla, da je novejša izdaja, ni mogla popustano. Tako da, ful dobro, glej te fotke. Pač to je za nas, nostalgike, a ne? Tako da, ful sem vesela.
Naredila sem kompromis s sabo, slovenske založbe bom absolutno podpirala, pač mogoče bom jih vsake knjige kupila, ki mi pride pod roko, valjda da ne, ker lahko obubožam, a ne? Ampak tako, bom pa pač valjda na vsake toliko, zdaj a bom to vsak mesec, ne verjamem, upam, da ne, ampak si pa bom prvošla. Pač ful sta lepi takole in bo to pa lepo v moji kolekciji. Sem tle pa spravila, pa v bistvu bom počivala, gledala YouTube. A sem jaz prebrala današnji citat? Ja, 22 smo, a ne? Ja, sem zjutraj. Ojla, sem prišla domov, lih volil se je. Tako, ko sem prišla domov, sem se preoblekla in sem posesala. In to je v bistvu najboljša stvar, ki sem jo lahko naredila. Ker zdaj bom pa počivala. Najprej ti preberem citat. Preživljaj čas kosmatim prijateljem, če je treba si živalce sposodi. Za pomirjanje in povezovanje ni boljšega, kot je preživljanje časa z živalmi. Ja? To se pa definitivno strinjam. V glavnem, prebrala sem knjigo Victoria Holt, Tigrov skok. Huda knjiga, stari, res je hud roman. Alma je omenila Victorio Holt in pol, ko sem jo našla med mojimi knjigami, sem na uno, ok, čim prej jo moram prebrati. To dobra knjiga govori o protagonistki Sari, v bistvu njeno dekliško življenje, ki živi z mamo igralko, ki je slavna, ter je tudi poročena, ampak ne živi z možem, zaplete se z enim politikom, ki je tudi poročen, potem izbruhne zaradi tega škandal, on naredi samomor, potem tudi njena kariera gre pač navzdol, ne, in se preselita se pravi, tetama, mislim, sestrama od njenega očeta, njen oče na Celonu, današnja Šrilanka. Se pravi, gre sta živeti k njenima tetama. Se dogajajo razne stvari in pač mama umre. Sarah misli, da je zato kriva ena od tet. Nekako vzpostavi stik z očetom in pride tudi njegov prijatelj Clinton v Anglijo in se poroči s Clintonom, oče medtem umre, gresta na Šrilanko in zaživite življenje, dogajajo se nenavadne reči in tle več ne bom povedala, ker ne bi, že tako se mi zdaj čisto preveč stvari povedala. Oglavnem, ne vem, ne bo tako kot neka kriminalka, sploh ne vem čisto kakšen žanr spada, pač leposlovje, ampak tam sicer piše se roman, ampak to dobra knjiga in sem ful v precepu, ne vem, a dala 4 ali 5 zvezdi, ampak ne ima 4,5. No, tako da moram še kakšno njeno knjigo definitivno prebrati. Res huda knjiga, ki je pravno, ker nočeš odložiti. Danes sem dejansko imela 600 strani tole prebrati, ampak nisem je mogla odložiti, no. Tudi ja, sem vesela. Obdržim jo v svoji knjižnici, zdaj pa začnemo z naslednjo knjigico. Koliko se je pa ohladil, sem nama morala prinesti še nekaj za pokriti. Ker očitno ena dekica ne bo dovolj. Ok, zanj sem dobila komentar, ne probam lemoniš in sem vzela lemon, se pravi limonca z bezgom. Se pravi, obstaja samo limona, ta je pa limona z bezgom. Pa gazirano. Čin? Mami je kislo, sploh mi ni sladko. Prekislo mi je, to bo mojemu dragemu všeč. Razen, če bi si dodala med. To bi mogoče šlo, ja. Prekislo mi je, tako da mi ni všeč. Dobro jutro, prišla sem v center. Je v cirku. Malo sem zalimana, pa malo je frišen, tako meni ni tako fajn. Lep pozdravček. Se pravi, po maši sva šla še na kavo s kolegico in kolegom, smo se li srečali z enim parom. Pa sem prišla domov, da sem bila doma. Zdaj pa nazaj v Ljubljano, ker Čaki in Spirana prideta in se bomo videli, nisem jo videla 100 let. Mi sem malo pozvala snemati, se pravi, Nečaki nisva videla, potem sva šla domov, jedla, gledala serijo, počivala, jaz sem še mi izbrala, umila lase. Tako da nič, to je to. Hvala, da si tle, rada te imam in se gledamo in pa imej lep teden.